Lep pozdrav! Danes se nahajamo v Seči, kjer si bomo ogledali čudovito vilo. Predstavil nam jo bo nepremičninski agent, gospod Branko, iz nepremičninske agencije Branik I iz Ljubljane. Pa kar prepuščam besedo. Torej, naloga mi je, da predstavim eno čudovito vilo na obali Slovenskega morja, bolj podrobno v Seči, nad Sečoveljskimi solinami. Tu stojimo pred bazenom z morsko vodo, ki je na voljo vsem uporabnikom te vile. Vila je sestavljena iz 12 posameznih delov, od teh je 7 apartmajev, velikosti od 143 metrov navzdol. Vsi ti apartmaji so opremljeni z vrhunsko opremo, se to bomo pozneje pogledali. V apartmajih so tudi kamini postavljeni, tako da res apartmaji nude lepo ugodje vsakemu, ko pride na dopust. Poleg tega je spa center z savnami, potem je pa vinska klet, pa sejna soba, kar je zelo pomembno zaradi tega, ker lahko se združi dopust kot dopust in kot poslovni oddih. Ker smo nad solinami, je mogoče pomembno povedati, da je v solinah sečoveljskih pred kratkim, 2 leti ali 3 nazaj, odprt tudi zdraviliški turizem, tako da je tudi to eden plus, zakaj prideti sem. Zdaj pa lahko gremo gor malo pogledati v spa center, da vam to predstavim, pa bomo posamezne dele, kolikor se da predstavili, ker vsi so v glavnem, večina jih je zasedena in to preko celega leta, tako da ne bomo mogli vseh pogledati, ali bomo pa to kar lahko. Se pa prodaja celoten objekt? Prodaja se pa celoten objekt in je cena zelo taka, bom rekel, naravnana. Super, se že veselimo gledati. Pa dajmo. Pa bomo zdaj pogledati. Evo, tukaj smo zdaj v tem spa centru. Prosim, pridite noter, da ga pogledam. No, najprej mogoče bi bilo dobro, da se ostavimo pri tem bazenu. Ta lepo deluje in kadar smo tukaj gore, kadar gremo v savno, potem hitro iz savne gremo v mrzlo vodo. Ni tako mrzla, je malo mrzla, malo topla, po želji. Bistvo je, da predstavim tole savno. To je infrasavna z medicinskimi sevali. In tukaj, če pogledate tole, kaže način, kako je treba to savno uporabljati. Tukaj bi še rad predstavil filmsko savno, komur ne pa še infra, lahko pride sem. Tu je za ene 3-4 osebe, 2 kamot. 3 se morajo malo stisniti, ampak recimo. Tako da je tu še ta možnost. Pa gremo na teraso, ker pač po savni je lepo prideti na teraso, malo se razhladiti. Tukaj je zanimivo, da imamo lep pogled na soline. Tudi to, kar sem od spodaj govoril, za tele zdravilišča, vam bom takoj pokazal, kje se to nahaja. Če od tukaj pogledate, to so te zgradbe dol. Poleg tega, ta vila ima v uporabu tole parcelo, ko vidite dol. Ta parcela je namenjena za rekreacijo za goste in jo lahko uporabljajo vsi, ko imajo tukaj oddih. Na tej strani je pa oljčni nasad, ki tudi tako paše k vili. Gore imamo pa tudi parkirišča, ki so izključno najeta za to vilo. V bližini imamo soline. Kaj je še kaj tukaj? Letališče, Hrvaška obala, Portorož, to je vse nekje v bližini. Ja, seveda. Pravzaprav mi smo v bližini vseh pomembnih krajev. Istra nam je tu v zaledju.
Nad solinami samimi smo, to je 200 metrov pa smo že dol, do tega zdravilišča tu. Portorož je kak kilometer stran. Lucija, Portorož, potem pridemo v Piran, Izolu in tako naprej. Kopar je stran kakih 12 km. Tukaj je vse pri roki. Torej, lokacija za tiste, ko so radi na plaži, za tiste, ko so radi v naravi. Točno tako. In za tiste, ko bi si šli kakšno mesto pogledati. Tako je. Poleg tega zelo pomembno je, da je tukaj Sečoveljsko letališče. To je kakih 300 metrov stran. In kdor želi panoramske lete ali pa kar z letalom pride sem, lahko izkoristi to letališče. Super. Koliko je pa do najbližje plaže? Do najbližje plaže je 250 metrov natal. Tukaj od zadnji je kamp in plaža. Super. Predložil, da gremo kar dol, da vam predstavim eden od apartmajev. Vsi so podobni. Bomo predstavili enega večjega, tako da se vidi razkoš, da se vidi, kako zadeva izgleda. Pravzaprav, kako mora izgledati en turistični objekt. Gremo. Super. No, tukaj zdaj bomo išli pogledati eden od apartmajev. Kar lepo za mano bomo tukaj pogledali na tej strani. Tukaj noter. No, tukaj je eden čudoviti apartmajev. Nekateri so od teh boljših, žal ne moremo vseh pokazati, zato ker so zasedeni. Kot sem rekel, vsi apartmaji so zasedeni in prinašajo preko celega leta dohodek, kar je pač bistvo tega objekta. Tu je ena kupalnica, potem gremo tukaj dnevni prostor, se pravi kuhinja, dnevni prostor. Aha, tu je računalnik, to sem pozabil povedati. Tu je v glavnem povezava, brezžična povezava. Vsi apartmaji imajo internet, priključek, tako da lahko se računa na normalno delo, če se želi delati. Tukaj smo rekli, da je dnevni prostor, tukaj je pa spalnica. Tu se pride ven, a tu bomo okoli prišli, ker se lahko še okoli pride. Tu je spalnica. In ta spalnica ima svoj celo vhod. Tako kot sam ta apartma ima svoj dostop direktno od zunaj, pride se v dvorišče. Tu je pa mini dvorišče, terasa, izključno za ta apartma. Gremo zdaj v dnevni prostor. Tukaj. Tu je pa dnevni prostor, pa en tak pravi kamin, kjer lahko tudi pod sač damo nekaj. To je zelo pomembno. Kakšna je pa velikost tega apartmaja? Tega apartmaja je velikost 75 kvadratov. 75. Tu je pa izhod in tukaj, in pogled in izhod na bazen. Na ta skupni del, kjer je miza z stoli in bazen. Potem so pa tam ležalniki in vse drugo, kar pač sodi zraven. Ta prostor, poleg drugo, ker uporabljajo domači, lahko uporabljajo tudi gosti. Se pravi, ta prostor se lahko iznajmi za vsakega gosta posebej, za vse goste skupaj ali za vsakega posebej, pač kadar se želi. In služi celemu objektu, pravzaprav. No, zdaj pa gremo gor pogledati še sejno sobo, da še to pokažemo. Pa še ena parcela je taka zraven, ko je taka posebna za različne potrebe, pa še parkirišče. Gremo gor. Evo, tukaj je parkirišče, lastno parkirišče
tukaj je ta parcela, ki se lahko na njej uredi še dodatno parkirišče, v primeru potrebe. Gore imamo pa v najemu celo to parcelo za enih 20 parkirnih mest. To je last občine, ta objekt ima pa to v najemu. Gremo zdaj noter, da pogledamo sejno sobo. To je posebno presenečenje. No, tukaj smo v sejni sobi. Tu je enih 15-16 sedežev, miza se še raztegne, tako za kakšne sestanke, za kakšne poslovne zadeve. Pogled je tukaj tudi na soline, če tako pogledate. Te roletne so električne, se pač avtomatsko pomerajo gor in dol. Tako da to je to, eno tako ugodje se nudi. Tukaj, ko vidite, recimo je vhod v en apartma z te strani in ima tudi dostop za invalide. Tam je vhod za naslednji apartma, pa gor, oziroma 2-3 apartmaja se v zone strani dostopa. Tu pa po teh stopnicah navzdol se pa dostopa do unega apartmaja, do bazena, do vinske kleti in tako naprej. No, zdaj gremo dol v vinsko klet pogledati. To je ta glavna stvar, ki jo največ pogledaš. Pa zanimivost je še, v to vinsko klet se gre skozi fasado, vej. Kamnita vrata, to je čudovito. Malo ki najdeš to. Gremo kar noter. Težka so ta vrata. Ampak so čudovita, res. So pa enkratna, ja. Glej, tukaj je pa ta prostor, kjer se zbirajo vsi. In to je najbolj prijeten prostor v tej hiši. Gosti, vsi iz cele, včasih vsi zbirajo, kar so tu, in naredimo zaključni večer ali kakšno veselico, ali kar tako. Se dobimo pa kozarec, pijemo in kakšno rečemo. Recimo, koliko kapljic, toliko let. Ali kaj podobno je. Gospod Branko, najlepša hvala za tale ogled. Nepremičnina je zares čudovita. Bilo mi je v veselje. To je moj posel, moja služba. Jaz s veseljem to kažem. Sploh pa takim, kot ste vi, ste čudoviti in kar dajmo. Na zdravje. Na zdravje.